Argentinski hat-trick z Eurogolom Ilirija je storila velik korak iz nevarnega območja proti obstanku. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Z 8 zadetki so se igralci Brinja Grosuplja znesli nad Jesenicami, zaostanek za Nafto ostaja nespremenjen. Prekmurci so slabih 15 minut pred koncem dosegli gol, ki je strl Keti Emi in Polbistrico. Po 5 tekmah brez zmage so člani Gorice na gostovanju v Ljubljani premagali Slovan, a morda je vse skupaj že prepozno za obstanek. Triglav je zabeležil novo visoko zmago in še potihem upa na padec forme vodilnih dveh, medtem ko je bilo za sežanski tabor usodno gostovanje pri Biljah. Tekma, ki prinaša 6 točk. Tako Krka kot Ilirija sta bili pred dvobojem še vedno vpleteni v boj za obstanek. Ilirija je na tekmo prišla z 2 točkama manj od Novomeščanov. 200 gledalcev je na Portovalu imelo kaj videti. Ko se je prva minuta prelomila v drugo, je z desne strani prišel predložek na glavo Augustina Urrutije Sabelje, ki je otvoril zase nepozabno srečanje. Uvod je bil resnično spektakularen. Marko Brkić je zagradil žogo in v praznem prostoru zaposlil Žana Kovačeviča. Imeli smo izenačenje. Nevarne akcije so si sledile ena za drugo. Kot po tekočem traku Tilen Golić je z zadnjimi močmi v kot izbil poskus z velike razdalje. V 25. minuti pa je spet udarila Ilirija. Augustin Sabelja je z levo nogo naciljal stičišče vratnice in prečke. Prvič, odkar je prišel v Slovenijo lanskega poletja, se je pripetilo, da je dosegel 2 gola na eni tekmi, a češnja na torti je še sledila. 33. minuta je prinesla novo veselje gostov. Centralni branilec Anel Zulić je po prekinitvi ostal v kazenskem prostoru ter dosegel 3. ligaški zadetek sezone. 58. minuta srečanja je prinesla Eurogol, zadel je kdo drug kot Sabelja. Vratarja je videl izven gola in ga uganil v sredine igrišča. Argentinec je imel na nogi žogo za 5-1, vendar se je izkazal Luka Čadež. Ilirija je na 7. drugoligaškem gostovanju pri Krki prvič zmagala. Že 33. obračun Triglava in Krškega v drugi ligi je bil na sporedu v tokratnem krogu. Zadnja zmaga Krčanov na Gorenjskem sega v leto 2010. Tudi takrat je tako kot danes ekipo vodil Adnan Zildžović. Tik pred zaključkom prvega polčasa je prekršek za najstrožjo kazen storil Sven Opačić. Klasični izvajalec pri Triglavu je Brkić, ki je zadel še 9. strel z bele pike v letošnji sezoni. V 58. minuti je Marin Magdić začel protinapad, oddal žogo na desno stran ter sledil akciji v kazenski prostor. Dobil je povratno podajo in še drugič je zatresel mrežo gostov. Za hrvaškega branilca je to že 7. gol sezone. Nič ni kazalo na reakcijo zelenih. Na podajo v sredino z leve strani je prvi pritekel Kregar. Žoga je dobila nenavaden odboj, kar je presenetilo Zalokarja, ki je bil prekratek, da bi posredoval. In nato še 4. gol Kranjčanov. Toni Vinogradac se je 16. zadetkom sezone priključil bitki za najboljšega strelca. Na vrhu je Maroša z 18 goli. Gorenjci so zmagali na 6. tekmi zapovrstjo. Na stadionu ob jezeru sta se pred televizijskimi kamerami srečala Rudar in Dravinja. Gostje so igrali proti tradiciji, saj so v Velenju na 8 dosedanjih gostovanjih zmagali le enkrat. 2 najstrožji kazni sta odločili srečanje. Po padcu Sačvela v 16-metrskem prostoru je za domače 11-metrovko izvajal kapetan Krefl. Skrbinška je poslal v napačno smer. 8 minut kasneje so imeli gostje prav tako na razpolago 11-metrovko. Gašper Gabršek Rotovnik je v poskusu drsečega starta igral z roko. Podobno kot Krefl je bil uspešen tudi Rožmarič. Velenjčani so podaljšali niz neporaženosti na 4 obračune. Dravinja pa je s točko naredila še korak k obstanku.
Ker je glavno igrišče v Lendavi še vedno v prenovi, je bila tekma Nafte tudi tokrat na sporedu na zelenici domače akademije. Josip Ivan Zorica je pripravil zadetek za vodstvo Nafte. Po preigravanju je poslal predložek v sredino, tam pa se je žoga zadnjega dotaknila nekdanjega mladinskega reprezentanta Marka Kerina. Bistrica je uspela poravnati na 1:1 še pred odmorom. Po izvajanju kota z desne strani je žoga na drugi vratnici prišla do Marsetiča. Kapetan gostov je potrdil odlično strelsko sezono, zanj je bil to 11. zadetek v prvenstvu. Remi bi pomenil, da Lendavčani tvegajo priključek Brinja Grosuplja, zato je domači strateg s klopi poklical Bajdeta in ga zamenjal Zorico. 4 minute potreboval izkušeni nekdanji igralec Celja, Maribora in Brava, da je 3 točke priskrbel domačim. Izvajal je 11-metrovko, imel je srečo, žoga se mu je vrnila na nogo in Nafta je prišla do odločilne prednosti. Skoraj istočasno, le nekaj kilometrov stran v Beltincih, sta se soočila domača Klima Tratnjak in Jadran iz Dekanov. 500 gledalcev se je zbralo v športnem parku. 24. minuta je prinesla prednost Beltincev, visoko je skočil sam od Adeola Akin Remi. Streljal je z glavo, žoga se je od prečke odbila v gol. Napadalec, ki nastopa tudi za mladinsko ekipo, žutih je dosegel 4. članski zadetek. S po enim zadetkom v vsakem polčasu so gostitelji ugnali primorskega predstavnika. Bajraj je dobil podajo na 11 metrov, svojega desnega dela gola Lan Jovanović ni uspel dovolj hitro pokriti. Jadran nadaljuje z negativno tradicijo gostovanj v Beltincih, kjer je zadnjič zmagal leta 2019. Zmaga po 15. marcu znova v Beltincih. Četrtič, odkar ekipi igrata skupaj v drugi ligi, sta se srečala Slovan in Gorica. Ljubljančani so praktično že rešeni, Gorica je morala napadati vse 3 točke. Gostje so vedeli, da šteje le zmaga. Nwančuku je dobil podajo z desne in z prve premagal vratarja Kumarja. Po hitrem vodstvu se vrtnice niso zaprle in branile prednosti, temveč še naprej napadale. Tudi akcija za drugi gol se je odvijala na desni strani. Tokrat je sledila podaja po tleh do Taja Rožiča Šuligoja, ki je bil slabo pokrit v kazenskem prostoru. Vpisal se je prvič med strelce v letošnji sezoni. Morda bi se tekma drugače odvijala, če bi prosti strel Slovana končal v mreži, z obrambo se je izkazal Alen Jurca. V drugem polčasu je Gorica potrdila 3 točke. Ko je tekla druga minuta sodnikovega podaljška, je bil uspešen Rufati. Za belomodre je bila to druga prvenstvena zmaga in prva brez prejetega zadetka. Biljanska Dolinca je bila prizorišče obračuna črno-belih domačih ter rdečih gostov. Prekinitve so odločile srečanje. V 34. minuti so Kraševci zadeli, gol je dosegel Šalja. Bilje so po prihodu iz slačilnice pripravile preobrat. Motor ekipe v pomladnem delu prvenstva Dos Santos Almeida je bil 2-krat uspešen. Zadel je neposredno iz kota v 50. minuti. Z Realija je žoga presenetila. Nato pa še v 60. minuti kot, tokrat izvajanje po tleh, uigrana akcija ter zaključek Portugalca. Biljenci so prvič premagali Sežančane na 8. medsebojnem drugoligaškem obračunu. Dvoboj druge in predzadnje ekipe Brinja Grosuplje proti Jesenicam. Tekmo je pospremilo 400 gledalcev. Silovito so v napad krenili gostitelji in še preden je poteklo 10 minut tekme, so imeli neulovljivo prednost. Nikola Jovičević je bil uspešen po kotu s strelom z glavo. Nato je v 5 minutah 2 zadetka dosegel Nik Zrnec. Brinja Grosuplje je letel na krilih zadnjih vrhunskih rezultatov. Potegovali se bodo namreč za pokalno lovoriko, so pa v 17. minuti pustili preveč prostora Kristjanu Dakiću. Z levo nogo je z roba kazenskega prostora spravil žogo v stičišče vratnice in prečke. Strasberger je le s pogledom pospremil let žoge. 5 minut pred koncem prvega polčasa je Jovičević imel na razpolago 11-metrovko. Čakal je Casagrandeja vse do konca, vendar je jeseniški vratar vseeno prebral njegov namen. Udarec je bil vendarle kljub temu dovolj natančen. Po premoru se je zgodba ponovila. Tokrat je Casagrande branil, Jovičević je bil kljub temu prvi na žogi in v drugem poskusu ni imel več milosti.
V zadnje pol ure dvoboja je zasedba gostiteljev vstopila z novim golom, kot že ničkolikokrat v tej sezoni so rumeno-modri izkoristili kot. Nejc Pučnik je skočil in padel je zadetek za 6:1. V drugem polčasu je trener Markovič poslal v igro tako Dobnikarja kot Ikača, oba sta zaupanje povrnila z vsak po enim zadetkom. V 73. minuti je bilo 7:1, v 86. pa še 8. zadetek. Visoka zmaga Brinja sicer ni rekordna v tej sezoni, primat namreč še vedno drži Triglav, ki je z 10:1 premagal Bilje. Dve prepričljivi zmagi ekip na gostovanju smo imeli v tem krogu. Ilirija je bila 4:1 boljša od Krke, Gorica pa je odpravila Slovan s 3:0. Triglav je 4:0 premagal Krško Posavje, Rudar in Dravinja sta se razšla brez zmagovalca, Nafta je dosegla en gol več od Ketija, Emi in Polbistrice. Rezultat na tekmi Beltincev Klime Tratnjek in Jadrana je bil 2:0, Bilje Tabor Sežana 2:1, 8:1 pa za zaključek kroga med Brinjem, Grosupljem in Jesenicami. Nafta je vodilna, sledi moštvo Brinja Grosuplja, tretji je Triglav, ki ima 3 točke prednosti pred Beltinci, Tabor Sežana ima 47 točk, Bistrica je 6., a zdaj so se ji približale Bilje, 8. je Rudar. Slovan in Jadran dekani si delita 9. mesto, le točko manj imata Dravinja in Ilirija, 23 za Krko, 22 za Krško Posavje. Gorica se je priključila Jesenicam pri 15 točkah. Naslednji krog se igra že sredi tedna, v sredo dekane čaka Brinje Grosuplje, 5 tekem je nato v četrtek, Ilirija igra z Nafto, gorenjski derbi bo na Jesenicah. V športnem parku Slovenska Bistrica igrajo Bilje, Dravinja se bo soočila s Krko, Krško Posavje pa s Slovanom. V soboto bo napeto v Sežani, na Kras odhajajo Beltinci, Gorica se bo doma pomerila z Rudarjem.